Živijo, lep pozdrav iz zakletega dola. Imamo lockdown na papirju, ceste pa so polne izjem. Danes vam bom povedal par dejstev o kolesarjenju v vetrovnem vremenu. Imamo krasno pomladno vreme, piha pa vzhodnik tam nekje do 25 na uro. Dejstvo je, da je veter kar velik faktor pri kolesarjenju. Kakšni ga precenjujejo, kakšni zanemarjajo. Pri meni se to skrči na vprašanje, a grem na trening ali grem na izlet. Če grem na trening, mi je vseeno, vožnja proti vetru je enaka vožnji v hrib. Če pa grem na izlet, se mi pa zdi fajn, če se vsaj drugi del poti vračam domov lepo z vetrom v hrbet. Fizikalno gledano je zračni upor odvisen od kvadrata hitrosti, moč vetra je pa odvisna od kuba hitrosti. Za dvakrat večjo hitrost potrebujete 8krat več moči. To tudi pojasnjuje, zakaj si lahko požvižgavamo pri kolesarjenju 20 na uro in zakaj lahko le omejen čas navijamo 40 na uro. Jaz zato pred vsakim kolesarjenjem preverim vreme in tudi smer in moč vetra, da potem lažje načrtujem pot. Jaz za preverjanje uporabljam italijansko spletno stran Il Meteo, ki me na Primorskem in v Italiji praktično nikoli ni razočarala. Sem se pa lani na dopustu v Prekmurju počutil kar malo izgubljen, ker nisem vedel, kam bi preveril smer in moč vetra. Jaz sem potem sicer uporabljal spletno stran Arso Vreme. Če pa kdo od vas pozna še kakšno boljšo, mi pa kar napište. Pri ocenjevanju hitrosti vetra, ko smo na poti, si lahko pomagamo tudi s temi trombami. Tiste ta prave so pa narejene iz členkov, tako da lahko hitrost vetra ocenimo na podlagi tega, pri katerem členku je tromba prelomljena. Ali pa si pomagate samo s kakšnimi zastavami, ki plapolajo ob poti. Tisti, ki se odpravljate bolj na izlet, vam zato priporočam, da štartate proti vetru in se potem v sklepnem delu poti vrnete z njim v hrbet domov. Z tega razloga sem tudi jaz danes zapeljal proti vetru do Ajdovščine in od tam se vračal po isti poti nazaj. V poznem pomladanskem vremenu mi je včasih uspelo najti tudi izlet do morja, do Gradeža z vetrom v hrbet. Ko pa se je popoldan veter obrnil in začel pihati z morja na kopno, sem se z njim vrnil pa še nazaj domov. Nasprotni veter pa pride kdaj tudi prav, če gremo v hrib, da nas malo bolj hladi. Če želite kolesariti v sožitju z vetrom, potem je lahko problem ta, da veter piha iz tiste smeri, kamor ne morete štartati. V Novi Gorici je zdaj to zahodnik, v času ukrepov ne moremo iti na zahod v Italijo. Če pa kreneš kamorkoli drugam, imaš takoj veter v hrbet ali pa bočni veter. In domov seveda se vračaš proti vetru. Sicer pa je v Novi Gorici najbolj neugoden severovzhodnik, če piha iz Trnovskega gozda dol, ker praktično nimaš nobenega profita od tega, če se takoj zaženeš v hrib proti Trnovskemu gozdu in enako ga tudi ne rabiš hrbet, ko se spuščaš nazaj v dolino. Kakorkoli pač obrnemo, je zelo neprijetno, če se vračaš od nekje utrujen in zadnjih 20 km še crkuješ proti vetru. Še bolj neprijeten oziroma celo nevaren je pa bočni veter. Sunki od strani te lahko tudi zbrišejo dol z ceste. Pri kolesarjenju v vetrovnem vremenu morate upoštevati tudi, da bo občutek temperature lahko nižji, kot bo dejanska temperatura zunaj. To je še posebej važno pozimi ali pa spomladi, saj naše telo hitreje izgublja toploto zaradi vetra. Iz istega razloga lahko v vetrovnem vremenu pričakujete tudi večjo dehidracijo. Zato bodite pripravljeni na to, da boste imeli dovolj vode s sabo. Sicer ste pa sigurno že slišali za tisto floskulo, da na kolesu zmeraj piha nasproti. Zdaj to je res treba jemati samo v šali, kajti v resnici je pa zelo pomembno, da vemo, kam piha, da vemo, kdaj imamo nasprotni veter in stisnemo zobe, oziroma da vemo, kdaj nam piha v hrbet in to izkoristimo sebi v prid. Tako je recimo smiselno
ko nam piha veter v hrbet, da se usedemo malo bolj po konci gor visoko, ker potem nam naše telo, ki je že itak izklesano v obliki jadra, še dodatno pomaga pri učinkovitem kolesarjenju. Vsi tisti, ki dosti kolesarite, pa tudi hitro prepoznate prednost zavetrja, kaj pomeni, če se vozimo v skupini, oziroma če po poti naletimo na kakšnega kolesarja ali pa vsaj traktor, koliko moči in energije nam lahko to prihrani. Zdaj bi lahko nekdo rekel, v čem je fora. Saj, če greš na kolo, da se zgoniš, je vseeno, kako porabiš svojo energijo in je važno, da se čim bolj razturavaš. Ampak s pametno, preudarno vožnjo si lahko izlete precej podaljšamo. To nam bo recimo prišlo prav takrat, ko bomo govorili o 100-kilometrskih in daljših turah. Tako, jaz bom pa tle zaključil še en izlet. To je dobrih 52 km v dobrih 2 urah. Link od Strave bo od spodaj v opisu videa. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.